Arboretum Volčji potok. Kraj, kamor prideš, da si napolniš baterije, da si v naravi, da uživaš, da se imaš lepo, da dan, ko bi se reklo, ima nekaj od tega. Danes je torek in 28. april, ura je nekje 9 in ni neke pretirane gužve še. Čeprav vlakec ob 9, 10 je že poln, potem ob 11, tudi ob 12 je nekaj prostora, ob 1, 2 je zopet zaseden in tako da, če bi se želeli peljati z vlakom, stane 4 evre vožnja, je fajn, če prej pokličete predhodno, telefonsko številko dobite na njihovi spletni strani in si rezervirate vožnjo. Gremo naprej. Tak, zdaj pa nekaj povejte za BBC, prosim lepo. Ja, povem, kak je mrzlo to. Glede na to, kak si vi roke grejete, mora biti kar minus, ne? To glih ni, ne, ampak ni glih prijetno. Ni prijetno, dobro. Ne vem, če je 10 stopinj. Ne vem, če je 10 stopinj. To bomo preverili. Drugače, kako se vam zdi? Vredi, super. Malo spremembe. Malo spremembe, dobro. No. Tudi zrak je čist drugi. Je malo boljši zrak v Mariboru, verjetno, ne? Sigurno. No, vse, to je super potem. Žal vam ni za zgodno vstajanje. Ne, danes ne. Ampak ne boste verjeli, danes je 14 stopinj. Ne, mogoče. Ja, 14 stopinj, s tem, da bo tudi vse do 19. Ja, sem prišel nekje. Do 19, s tem, da da se je pa iz 17. ure prestalo na 20, tako da ni problema, pridemo tudi na dom. Tako da je 14 stopinj, ja, v redu. Imejte še lep dan, gospa. Enako. Prvi resni postanek v Arboretumu Volčji potok. Tule gori pri bifeju, restauraciji, kakorkoli se že to imenuje. Kavarnica. Kavarna. In žena ima čaj, jaz imam kavo z mlekom. Probala smo tudi njihov toast, sendvič, navadni, šunka, sir. Priporočam, vzamite si, če ste že tukaj, malo za priboljše, ko bi se reklo, malo za to, da pač si privežete dušo tudi za čim drugim, kot samo za kavo. Drugače je, glede na to, da je bil sobotna nedelja, ponedeljek gužva, to zgužva to zelo. Danes so tukaj večinoma zaposleni, ki urejujejo grede, čistijo in je prav zanimivo videti, ker ponavadi smo bila midva med prazniki, ta navadni utrip Arboretuma Volčji potok
ko so zaposleni, ko so obiskovalci, ko so kužki. Seveda, če prijete z psom, je pes dobrodošel, ampak mora biti obvezno na povodcu. In samo uživajte. Mi dva smo sicer malo skrajšali, mi smo šli po spodnji strani, tam ko je otroško igrišče, pa zadaj čez Gosem, ampak smo šli malo, smo švingali, malo smo šli po bližnici, ampak čisto urejeno, kljub temu, da je 3 dni bila, bi rekel, norišnica, zelo noro, toliko ljudi je bilo, bi rekel, ne vem kateri dan, da so čakali uro pa pol na vstopnico, da je policija posredovala, ker se vse skupaj zaštopfalo in tako naprej. Tako da, če imate možnost med tednom, je fajn priti sem. Mi smo danes prišli, smo bila edina na cesti do zadnjih 800 metrov, recimo, te je bil en traktorist, pa mi dva. Tako da tukaj je pri kavarnici kar pestro. Ljudje pridejo, odidejo, eni spijo kavico na Balzaka, grejo naprej, eni si vzamejo malo več časa za neke stvari, tudi druge, da če jih je več, da se pomenijo, da uživajo tukaj v senci, ker je prostora več kot dovolj. Je pa to ta spodnja kavarnica, ona zgornja tam pri WC-ju, pa kaj že je, tam je dol zaprto, tako da zaenkrat je samo ta odprta. Tako da, kaj ne rečem. Še enkrat lahko samo rečem vse čestitke zaposlenim v Arboretumu, ne glede na to, ali prodaja vstopnice, nasmejan, dobro dan, dobro jutro, karkoli vprašaš, ni težko, ti pokaže, celo taka je WC čisto, nasmeškom te pozdravi, se s tabo pogovori, si vzame minuto, 2. In tudi potem, ko greš tukaj po teh potkah in najdeš zaposlene, ki delajo, ko jih pozdraviš, pozdravijo nazaj. Tako da je neka pozitivna klima, atmosfera tukaj in ja, splača se priti. Da te ne pomože, ej.
Tako smo v notranjosti trgovine, suvenir šopa, ki je kar dobro založen. Najdemo lahko marsikaj. Bi se reklo od majic do malo kičastega in tako naprej. V glavnem, sigurno bomo našli kaj, da bomo lahko si kupili za spomin, odnesli domov, postavili, da se nabira prah, ampak da kdorkoli bomo to pogledali, smo tudi spomnili na en čudoviti dan v Arboretumu Volčji Potok.